Hyundaiev napredek je v zadnjih letih zelo opazen. Novi Tucson in i20 sta oblikovana povsem drugače in bistveno bolj drzno, predvsem pa sta veliko sprememb pokazala tudi na drugih področjih, recimo pri volanski komunikativnosti, ki je bila ena od hib. i40 ni nov, ampak prenovljen, zato ne izgleda tako drzno. Ok, tale maska je sedaj bistveno večja in agresivnejša in dnevne luči svetijo v LED tehniki, ampak vse skupaj je še vedno lepo zaobljeno, kot se mi zdi, da tudi paše v ta razred. Tudi znotraj boste spremembe težko opazili, dejansko je opazen samo ta velik zaslon, ki je seveda nov. Je pa i40 največji napredek pokazal tam, kjer ga je tudi najbolj potreboval, pri voznih lastnostih, predvsem pri občutku na volanu, ki je bil še nedolgo tega pri tej znamki zelo slab. Nobenih informacij ni ponujal in tudi zdaj ni vrhunski, je pa malo bolj obtežen, čeprav še vedno premalo. i40 ostaja eden bolj umirjenih predstavnikov razreda, ki navdušijo predvsem z udobjem. Tudi motor je dobil nekaj kilovatov moči, dovolj je zmogljiv in v kombinaciji s tem 7-stopenjskim robotiziranim menjalnikom lepo sodeluje. Itak ga ne boste priganjali, ker je podvozje premehko in vas bo avtomobil s svojim karakterjem prej umirjal. Še najbolj moti, da je notranjost plastična. Trda plastika že na pogled ne deluje posebej atraktivno, je pa vsaj kakovost izdelave dobra, da med vožnjo nič ne škripa ali poka. Tudi ne sme. Točno takšen i40 namreč stane le nekaj evrov manj od 30 tisočakov. V tem cenovnem okviru pa je na voljo kar nekaj zelo dobrih konkurentov.